Jake Paul proti Mike Tysonu je bil čisto fake. Zdaj na mojem kanalu sva že z Anjo na poti, oziroma sva že v Ljubljani skoraj konec poti, zaradi tega, ker oziroma danes snema Andrej Pavličević, ne se ga poznate, Čempa, snema video tukaj v City Parku BTC. Boste pa videli, ker ima neko ful presenečenje, tudi jaz ne vem, kaj bo, približno vem, ampak ne točno, da komaj čakam, da vidim, kaj je to presenečenje, pa da ga te skupaj vidimo pa sprobamo, ne? Evo nas v garažni hiši, parkiramo avto, pa gremo do Andreja in Gaje. Kakšen je občutek, da me je stari? Andrej, tak je hice, ne? Kakšen je občutek? Pa ne zmo v funzi. Dobro, kakšen je občutek? Evo, zdaj smo zdraven. Andreja, kaj imaš zdaj pred sabo? Pokaži nam, zakaj sta midva prišla? Čemp obroki. Imamo čemp sandvič, čemp surf and turf solato in pa hot čemp skledo. Vse to pa dobite v vseh hitrotekah, v vseh interšparih po celi Sloveniji. Vsaka čast. Hvala, Jaka. Vsaka čast, stari. A little game. Tako da, mogoče probajte to, ne? Zdaj smo se najedla čemp izdelkov. Drugač tukaj še z nami tim iz kmetije, Andrej, Gaja in pa Čika z Meksiko, kako sta že, ne? Ja, nekaj tako. Oni dve faci, tada nas je kar nekaj, Alenka Trogolič je bila tukaj, zdaj pa gremo midva z Anjo nekaj pojest, pa še v shopping, pa Juščop še je tu. Samo, kaj bo Juščop? Juščop samo lapa, kaj me bo na Pero Martič eventu zboksal. Če niste gledali prejšnjo leto, sem se boksal na Pero Martič eventu. Opa. Lepa, lepa. Jack in the box! Valjda, motherfucking W, ne? Zdaj smo zadnje v shoppingu. Rekla je na neki pullover probat, da bomo probali zdaj pullover, pa jo boste vi v komentarjih ocenili. Anja mi je dala pullover, ne pullover, to je ljubca, pullover za drgo. Piše gor, jaz sem ful feeling, da bo to imam ful preveliko. Kaj mi bo. Jaz pa nijam rad baggy stvari, veš, onih širokih. Malo okej, preveč pa mi je grdo. Dobre, za zimo bo. Če pa ne za vumbu, pa za doma. Lahko mi da? Lepo. Za pol urce, prosim, Anja. Ful Ja. se bi šel malo igrat. Pol urce, idi ti tu na kavico, pa pol urce. V redu. Gremo. Drugač pa sem si kupil darilo, kupil sem si pullover. Zakaj da fakt bi rekel darilo? Zdaj pa moramo iz Anjo nekaj pojest. Mogoče bomo šla pad taj jest, ne? Bi šla probat? Pa si eno skup vzamemo? Ja. Ja. Smo šla pogledati čaki hrčki in gledajte to. Anja, pokažim. Je hrček. To rabiš. Ne, to ni, to je mongolski skakač, jaz to rabim. Kako si to vedela, da je mongolski skakač? Če vse vem. Anja, če pa piše mongolski skakač. Danes, ko sem ganila. Anja, shut the fuck up. Kaj bi imela hrčka? Ja. Kaj bi bilo ime? In je bilo ime Fani. Ima sliko Fani? Ja. Ok, tu je slika. Moje lepo Fani. Rip Fani. Ata je stopil na njo. Ne, ni. Kaj pa? Umrla je od starosti. Pa še skrivala se je, ker ni hotel, da jo vidim, kako umira. Te veš, kako smo bili povezani. Ja, umrla je. Anja, gled, kaj če si videla ti to? Ha? Tvoja mama gleda vlogi, Anja. Ne bomo. Za pesa smo gledali. Anja. Ja, za manco. Za manco. To ti huge. Imagine, da to manci dava gore. Lil manca. Kaj? Tora je manca. Koliko stane, da jo kupima? 14 €, pa ni šanco nam za 15 €. Iju, to je govno. Všeč mi je. Anja, kaj so to že oni? Makrunc. Makaroni. Makrun. O, to... Nič pametnega, ni pa vse predrago, nijama da hrada mance.
Anja. Louis Vuitton, man. Pridi. Samo imagine, da daš za pesa par jurjev za ti Louis Vuitton. Daj, montažer, prosim, najdi Louis Vuitton dog holder bag. Daj, prosim, neki sliko, koliko to stane. Toliko stane! What? Shit. Stisni! Ima pa primerjamo s Ko debila, kaj gledaš, pač vlogam. A ja, pa ni še subaj, nujno se subaj. Vse najboljše. Jecaš se. BMW M3 Touring, oprosti, ker te nisem vzel limuzine, ampak za otroka. Zakaj ni roza? Boma kupila roza, okej? Kako diši? Arašid vohaš? To so rašidi? Ja, arašidi pa arašidova omaka. Si to špricaš gor? Ja, špricni si. To so pečeni rezanci z arašidovo omako, lahko se temu reče, in pa piščancem. Dovolj, prosim, jaz ne imam tega preveč. Je pa kar solidna porcija, no. 11 €. Ajde, probaj. Albo flu, albo fejnic, ali pa totalni hejter. Dam. Ti je dejansko všeč? Ful dobro. Res? Kaj bi rekla, Anja? Uf. Dobra je bila. 8 od 10. Prenizko? Kurac, da jaz pa vozim okoli po lokali, a ti probavaš hrano? Ok, 9. Videl sem, da je mogel to zapraviti na V-Boxih, na mojem Battle Pass od Fortnite. By the way, če me hočeš supportniti, lahko na Fortniteu v item shopu vpišeš kodo OTB, in s tem si lahko skin kupiš, pa pol mi pošleš na Instagram, pa te followan, pa se začne malo meniti, ne? Evo, Anja me prvič pelje na lasersko odstranjevanje dlak. Zakaj, Anja? Ker hočem, da imaš gladko ritko. Gremo ti na lasersko odstranjevanje dlak. Prosim. Strah me je. Evo, čas je za lasiranje. Jaz sem zdaj notri v ambulanti, poleg mene je medicinski diodni laser, ki naj bi bil najboljši na trgu. Mislim, da pa lahko Anja iz prve roke pove, ker ona hodi redno na odstranjevanje dlak. Ja. Hvala Bogu. Kaj je to boleče, kaj, Anja? Čist malo pika, ne bi rekla, da je sploh neka huda bolečina. To zdržiš, ker se splača. Za bolečino treba potrpeti. Res, za bolečine treba potrpeti, za lepoto je treba potrpeti, je mislila reči. Ampak Anja, pravi mi še nekaj. Kaj pa rezultati? Tvoja ritka bo ful gladka, pa rezultati so trajni in zagotovljeni, lahko iz izkušenj povem. Ja, odločil sem se za odstranjevanje dlak zaradi tega, ker mi grem ful na živce britje. Ne rad se dejem, ker vzame ti čas, pa se še s to gnilo britico vrežeš, pa te še vse peče, pa pač enostavno sitno je. Zato pa sem prišel sem v Dermakliniko Maribor, da si bom ostavil dlake na pazduhah, da bom za Anjo lep, sveži, gladki moški pod pazduhami. Pa najbolj spačujic zdaj na lasersko odstranjevanje dlak, ker Dermakliniki Maribor, zaradi tega, ker imajo 10% popust na 10 terapij celo telo od 18. do 24. Tada to zdaj hitro izkoristi, če pa slučajno ne bi jih zdaj šel ti na odstranjevanje dlak, pa lahko zdaj zakupiš, pa kasneje uporabiš ta paket, ok? Tada grem se jaz te polasirati. Najlepša hvala, nič ni bolelo, super je bilo. To še ni to. Zdaj se naprej nagnite, na kolena, idite pa noge na razen. Zakaj? Ja, vaša punca še vas je na brazilsko naročila. Brazilija? Ja, bi šel v Brazilijo, kaj moram narediti? Ne, gospod. Ritna luknja. Pa ni šanse. Pa gospa kar nežno, ker tu zdaj sem da res občutljiv. Je že punca nekaj eksperimentirala, pa nisem jaz najbolj za to. V soboto 5. zjutraj sta se tepla Jake Paul
in pa Mike Tyson. Ne vem, če ste fight gledali, ampak jaz sem ga... Ovi griza rokavico, si vidio? Zakaj je griza rokavica? Zakaj to sem griza svojo rokavico? In po internetu vidim ful tweetov, ful objav, ful hejta za Jakea. Naj bi bil fight skriptan oziroma naj bi bil fight fake. Zdaj mi vi prvo v komentar napišete, kaj si vi mislite in zakaj, lepo prosim. Jaz vam povedal moje mnenje, jaz sem celoten fight pogledal, moram priznati, da ni bil najbolj zanimiv fight, bil je dokaj brezvezen. Kot vsi vemo, Mike Tyson je eden izmed najboljših boksarov kadarkoli. Jake Paul pa pač trenira že 5 let in je nekam prišel, ampak realno tudi ni imel nekega ekstra velikega challengea. Smo mislili, da bo Mike Tyson dosti boljši bil, ker smo tudi videli na njegovih treningih, da je bil eksploziven, hiter, ampak enostavno moje mnenje je tako, ti si lahko eksploziven pa hiter doma, ko ti trener drži roke, ampak ko moraš biti 20 minut oziroma 16 minut je trajal fight, torej mislim, je bilo po 2 minuti, je bilo koliko rund? 8 rund. Prvi 2 rundi se dobro tepa, tako se je Mike Tyson gleda, bil je agresiven, bil je napadalen, bil je hiter, ampak je dobil tudi parkrat ščutko v glavo in se je videlo, da človek ni pri 58 letih več sposoben se tepst. To nič grdega ni proti Mike Tysonu, imam ga izjemno rad, ga respektam kot boksarja in kaj je naredil za ta šport, ampak bodimo realni, pri 58 letih ti ne moreš boksati, tako si boksal pri 25. Vsi pravijo, da je fight fake, glih zaradi tega, ker je Mike Tyson bil eksploziven in hiter, prvi 2 rundi, vse druge runde pa se naj bi nazaj držal. Mike Tyson je tudi v 3. rundi bil malo konkretno vdarjen, mislim, da ga je Jake trofil z enimi 3 udarci in je prav malo zgubil ravnotežje. Kar je pač pričakujemo za 58-letnega fightera, pa nima veze ali je Muhammad Ali, ali je Mayweather, ali je Mike Tyson. Noge ti več ne isto delajo, glava ti več ne dela isto, roke so pa bile hitre prvo pa drugo rundo, ker absolutno nimaš fucking kondicije, ker si se za fight pripravljal, ne vem, 1 leto, medtem si bil v bolnici 2 leti. Pravim, 2 leti nazaj si še hodil v bolnico, not pa ven, 1 leto se komaj tepeš, da treniraš redno, Jake pa na drugi strani 5 let redno trenira. Ne pravim, da je Jake boljši boksar kot Mike Tyson, daleč od tega. Pravim, da Mike Tyson pri 58 letih več ne more tak tepst. In fight absolutno ni rabo biti sfejkan, ker v vsakem primeru bi Jake zmagal. Ker bi zmagal tudi slovenski Miha, ki je pač ful dober boksu pri 25 letih, nažalost bi, ker Mike Tyson ne more in tudi to moramo razumeti, da človek ne more. Moramo pa respektati, da je naredil 20 milijonov, Jake je naredil 40 milijonov, tako da ima Mike Tyson zdaj nekaj denarja, da lahko uživa na stara leta. Oh shit! Čakaj malo, evo, v tej glavi vam pravim, Mike Tyson nima več take glave, ko je včasih imel, on je take odvati včasih pojedo, pa se ni premaknil, ampak gledaj, zdaj boš videl, človek realno vsakič grize svoje rokavice. Počakamo, da te videli klip, grize si, evo ti. Folk je pravo, to pomeni, da je fake, on je to grizel, da je njemu pokazal, da sem mu opustil. Ne, ni res, to človek dela že več let, ko je bil mlad v primu, je to vedno delal, to je neki njegov strah med fightom, on se tako pomirja, je rekel, to je pač v bistvu neki fighting anxiety po angleško, če razumete. Pač njega, on se je pred vsakim fightom zjokal, ko je bil v svojem primu, ker je bil tak strah se iti tepst, da bo človeku nekaj resnega naredil. Tada, overall bi jaz rekel, full bad fight, prejšnji eventi so bili full dobri, moram pa reči kapo dolo Mike Tysonu, da je šel za 16 minut se tepst, pobral je svoj denar, še vedno je legenda. Moram pa tudi reči, Jake Paul, vsaka čast, da ti je ratalo ta fight ustvariti, eni boste rekli, če pa je starega človeka tepo, ja in, če je sprejel, kdo je Mike Tyson okazal pištolo na glavi? Noben, sprejel je fight, sam si je kriv. To je to. Ne vem, kaj hejtate Jakea, ker se je šel tep z njim, jaz bi isto naredil. Za 40 milijonov bi jaz tudi Mike Tysona pri Jakeovih letih, pa za Jakeovimi skili povabil, da se rima fajtat. Za 40 milijonov takoj, še starejšega. Ampak če bo sprejel, je to njegova krivda. Ta brez veze nekaj se jokate, hejtate, če vaše stave niso hitele, nažalost pač niso, fajta je konec, tako bomo pozabili čez en teden, tada to je to. Nimaš kaj, vsaka čast obema. 40 pa 20 milijonov, pa kaj si ti naredil? Pa če vidite
Jake Paul je imel za 1 milijon evrov svoj outfit, on je imel na čevljih gor diamante, na hlačah je imel gor diamante, tada je to najdražji outfit ever pri boxing matchu. Drugače pa, če ste uživali ob tem takem lifestyle vlogecu, mi napišite v komentar, jaka želimo še več takih nekih vlogecov, ko nekaj delaš, ne pozabite lajkati tega videa, pa nujno se vsi subscribajte. Pa še enkrat vam povem, ne hejtam na Mike Tysona, ne hejtam na Jake Paula, jaz samo hočem reči, glej, za oba dva je bil W, oba dva sta lepo zaslužila, Jake še je dobil eno zmago zraven in to je to, ne se preveč sekirati, ne napreveč razmišljajte. Če pa se mi zdi, da vsaki fight hejta od Jakea, vsaki fight je nared, zakaj da pa še pol gledaš, stari? Pa vsaki fight pogledaš, tada to je v bistvu win za Jakea, to moraš respektati, stari. Vsaki njegov fight pogledaš, pa še vedno na koncu hejtaš. Tada, jaz bi rekel, bad event, ampak vsaj s kolegi sem ga gledal, pa sem se imel vsaj z njimi v redu. Vi pa uživajte, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau! Evo, Anja me prvič pelje na lasersko odstranjevanje dlak. Zakaj, Anja? Ker hočem, da imaš gladko ritko.